Spoštovani kolegi in kolegice, dobro jutro. Prav lepo vas pozdravljam v imenu organizatorjev posveta Muzeja slovenske osamosvojitve in pa Slovenske matice. Nadaljujemo z drugim dnevom posveta Jože Pučniku, spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. Včeraj je bil zelo pester dan, zelo bogat program. Danes nadaljujemo z panelom Nova revija in družbena gibanja. V panelu imamo 3 referente, profesorja Petra Jambreka, profesorja Dimitrija Rupla in pa magistra Igorja Omerzo. Naj uvodoma že povem, da se je profesor Jambrek opravičil zaradi višje sile, tako da ga danes ne bo in žal tudi njegovega referata ne bomo slišali. Dobra novica za druga 2 referenta pa je, da imata več časa na voljo za svoja referata in seveda tudi za diskusijo. Da ne bomo dolgovezili, vabim profesorja Dimitrija Rupla za njegov referat Pučnik, kultura in politika. Profesorja Rupla verjamem, da ni potrebno posebej predstavljati in se veselim njegovega govora. Hvala lepa. Jaz bom malo posnemal Spomenko Hribar. V tem smislu, da bom za spoznanje aktualen. Jaz upam, da mi boste oprostili, če bom na začetku nekaj rekel o predsednikih, predsedstvih, predsedniških volitvah. Tu namreč vendarle gre tudi za našega prijatelja Pučnika. Pučnik je bil, kot se spominjate, Pučnik je bil, kot se spominjate, 2 leti, se pravi leta 1990 in leta 1991, predsednik koalicije Demos, kar je neke vrste paradoks. Namreč predsednik koalicije je izgubil volitve, na katerih smo volili predsednika predsedstva. Demos pa je zmagal na skupščinskih volitvah. Predsedstvo, naj vas spomnim, smo podedovali, to je bil tisti čas prehoda iz prejšnjega režima v novi režim, predsedstvo smo podedovali iz jugoslovanskega sistema, v katerem parlament in vlada nista bila pomembna. Ko bi predsednika volili tako kot v Nemčiji ali v Italiji v parlamentu, bi bil namesto Kučana predsednik Pučnik. Tako pa je predsednik zmagovite koalicije, ki je vodil 2 usodna državna dogodka, Poljče in Doljsko, ostal brez odločilnega državnega položaja. Na nek način je bil konec Demosa posledica dejstva, da Pučnik ni imel nobene državne funkcije in jo je dobil šele po koncu Demosa, ko je po volitvah 1992 postal podpredsednik prve Drnovškove vlade, v kateri ni bilo krščanskih demokratov, ampak so bili, navajam, LDS, Pučnikovi in Ribičičevi, oboji socialni demokrati. Ribičičevi so se takrat imenovali Združena lista socialnih demokratov, Zeleni demokrati in socialisti. Nekateri menijo, včeraj sem to slišal, da bi lahko Demos vladal še 2 leti, namesto da se je ukinil leta 1991, torej bi vladal še v letih 1992 in 1993. Jaz imam v zvezi s tem samo eno pripombo, namreč, da to ne bi bil več Pučnikov Demos. Kdor si je predstavljal, da bi lahko Demos vladal še 2 leti, si je predstavljal Demos brez Pučnika. Pa ne bom elaboriral, morda kasneje v diskusiji, če bo potrebno. Glejte, omenil sem
jugoslovanski sistem predsedstva, ki je bil povezan seveda s tedaj že pokojnim predsednikom Titom. V bistvu, če se spomnimo, parlament in vlada nista bila tako zelo pomembna, pač pa smo imeli neke sorte predsedniško-vojaško diktaturo. Zdaj, po svetu je uveljavljen izraz predsedniška demokracija. Torej, jugoslovanska predsedniška ni bila demokracija, ampak je bila predsedniška diktatura. Zdaj, mi smo se odločili v Demosu, to se pravi ob prehodu na nov sistem, smo se odločili za parlamentarno demokracijo. V parlamentarni demokraciji večinoma predsednik republike ni zelo, kaj ne rečemo, vplivna figura in ga večinoma volijo v parlamentu. Predstavljate si, poskušajte si predstavljati, kaj bi bilo, če bi v Nemčiji imeli sistem, kot ga imamo pri nas. Zdaj, tam imajo, ker je zmagala socialdemokratska stranka, oziroma ker je bil to neke sorte medstrankarski sporazum, imajo socialdemokratskega predsednika Steinmeierja, bivšega zunanjega ministra Nemčije. Če bi imeli, da tako rečem, sistem neposrednih volitev, bi lahko tista stranka, ki bi temu nasprotovala, lahko izbrala nekega športnika, nekega pevca zabavne glasbe, neko televizijsko osebnost, neko informacijsko pooblaščenko ali kaj podobnega in bi tega kandidata torej predstavila, kandidirala in verjetno bi lahko tisti kandidat tudi zmagal. Lahko bi zmagal in ne bi bil v nobeni povezavi s strankarskim sistemom. Tega seveda v Nemčiji oziroma evropskih držav večinoma ni. Jože Pučnik je umrl 11. januarja 2003, skoraj 15 let po ustanovitvi Slovenske kmečke zveze, natanko 14 let po ustanovitvi Slovenske demokratične zveze in mesec manj kot 14 let po ustanovitvi Socialdemokratske zveze Slovenije, ki jo takrat vodil France Tomšič. Mesec dni po Socialdemokratski zvezi Slovenije, se pravi tej Franceta Tomšiča stranki, je bilo ustanovljeno še Slovensko krščansko socialno gibanje, ki se je potem konec leta 1989 preimenovalo v SKD, v Slovenske krščanske demokrate. Približno takrat je Tomšič predal predsednikovanje SDZS, te stranke, socialdemokratske stranke, Pučniku, ki so ga nato voditelji novih zvez oziroma strank in prijatelji postavili za predsednika koalicije Demos. Spomnim se, da se je meni vsekakor zdela izbira popolnoma logična, ampak to je bila ena izbira, seveda, ki je bila politična, ampak tudi kulturna, kulturniška, če hočete. Pučnik je bil sodelavec Nove revije, mi smo ga poznali kot sodelavca Nove revije, kot pomembnega avtorja. Jaz sem že včeraj govoril o tistem znamenitem tekstu Brez naveze in tako naprej. On je večino teh svojih tekstov objavil v Novi reviji. In seveda se nam je zdelo nekako logično, da nas vodi nekdo, ki je povezan, da tako rečem, s to tradicijo in da se mu na nek način oddolžimo tudi za tiste reči, ki jih je moral pretrpeti od Slovencev. No, namesto Tomšiča je potem postal predsednik Pučnik, maja 1993 pa je Pučnika na položaju predsednika Socialdemokratske stranke zamenjal Janez Janša. No, to je seveda že spet ena daljša zgodba. Jaz ne bom šel posebej globoko vanjo. Pučnikova oziroma Janševa stranka se je poslovila od socialne demokracije, ker jo je od imena socialna demokracija in od mednarodne uveljavitve odrinila
bivša slovenska komunistična partija. Bivša komunistična partija je imela seveda toliko zvez med socialisti, levičarji po Evropi, da je, da tako rečem, potisnila socialdemokratsko stranko Pučnikovo oziroma Janševo socialdemokratsko stranko nekako stran in potem je seveda prišlo do spremembe imena in tako naprej. No, to je bil podcenjen, vendar prelomen trenutek slovenske politike. Jože Pučnik je bil socialni demokrat, do neke mere je bil on socialni demokrat tudi zaradi svoje nemške izkušnje. Jaz sem bil z njim na pogrebu Vilija Brandta in takrat sem opazil, da je imel kar precej znancev v tisti družbi, ki je tam bila na nekem sprejemu ob pogrebu, zdaj se ne spomnim, bilo pred pogrebom ali po pogrebu. Skratka, on je v resnici, tako rečem, pripadal tej socialdemokratski filozofiji in na nek način se je to izgubilo dejansko po krivdi Ribičičeve in seveda Kučanove in Kocijančičeve politike. No, leta 2003, se pravi, to je tisto leto, ko je Pučnik umrl, je bilo precej dramatično leto. Važne stvari so se v Sloveniji zgodile leta 1990, ko so bile volitve in ko je bil plebiscit oziroma Poljče, potem plebiscit, in leta 1991, ko je na Doljskem prišlo do ukinitve Demosa. No, če preskočim kar neko desetletje približno, ali pa še malo več, bom rekel, da je bilo leto 2003, to se pravi po smrti Pučnika, so se začele dogajati nove, zelo pomembne in prelomne zadeve. Zdaj, spominjam se, da sem na začetku prve vladne seje po Pučnikovi smrti, se pravi leta 2003, januarja 2003, ki jo je po izvolitvi Drnovška za predsednika države vodil Tone Rop, to je bilo od 19. decembra naprej, leta 2002. Torej, jaz sem želel povedati nekaj, na začetku seje vlade, nekaj besed o Pučniku. In zaslišalo se je mrmranje mojih kolegov. Na kar sem rekel, oprostite, ampak Pučnik je bil podpredsednik slovenske vlade in mislim, da je popolnoma normalno in potrebno, da ta hip nekaj rečemo o tem. No, so mi ugodili. Svoj nastop torej sem utemeljil s podatkom, da je bil Pučnik pač podpredsednik prve Drnovškove vlade, tiste, ki sem jo prej omenil, ki je bila postdemosovska vlada, ampak v tej vladi, kot rečeno, je bil vendarle še Pučnik. Edina stranka, ki ni bila v tej vladi, je bila Krščanska demokracija. No, za nami so bile, zdaj pa govorimo o letu 2003, najvažnejše odločitve po plebiscitu. 21. novembra 2002 smo v Pragi dobili vabilo, da se priključimo NATO. 12. decembra pa so se v Kopenhagnu končala pogajanja o vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Pripravljala se je vojna v Iraku. Združene države Amerike je podprlo 8 držav članic NATO in 7 kandidatk, članic proslule Vilenske skupine. V Sloveniji se je začela kampanja proti vključitvi v NATO. V marcu so ubili srbskega predsednika vlade Đinđića, začel se je napad na Irak, 23. marca smo imeli referendum o članstvu v EU in NATO. No, kot rečeno, s Pučnikom so bila skupaj člana prve Drnovškove vlade, ki je torej funkcionirala od maja 1992 do januarja 1993. Po volitvah 1992 so bila tudi oba dva poslanca državnega zbora. No, glejte, ko govorimo o Pučniku,
In tu zdaj v bistvu se odzivam na vabilo na ta simpozij in bom govoril v skladu z naslovom tega referata, kot je bil najavljen. Namreč, ko govorimo o Pučniku, se mi zdi, da posebej pomembni dve vprašanji. Prvo vprašanje resnicoljubnosti. In sicer mislim s tem pomen osebnih pričevanj za avtentično in pošteno zgodovinopisje. In drugo vprašanje, tudi ko govorimo o Pučniku, se mi zdi pomembno, če ne najpomembnejše vprašanje izključevanja. Torej, rad bi nekaj povedal o pomenu političnega izključevanja, diskriminacije, lustracije. Torej, najprej nekaj o kulturi resnicoljubnosti. To je prvi del tega mojega referata. Resnica, kultura resnicoljubnosti. Glejte, državniki kot na primer Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dominique de Villepin, Hans Dietrich Genscher, James Baker, Henry Kissinger, Edvard Kozbek, Izidor Cankar, Josip Vidmar, Stane Kavčič, Janez Drnovšek, Edvard Kardel, celo Borislav Jovič, so pisali ali vsaj narekovali poročila o svojem delu in o svojem času. In njihova poročila so dragocen prispevek k zgodovinopisju. Tak prispevek, ti prispevki spadajo v kategorijo, ki jo Američani imenujejo participant observation, poročanje udeleženca. To je sicer priznana raziskovalna metoda v sociologiji, etnologiji, psihologiji, tudi politični znanosti. V politično omejenih državah in kadar so avtori politično omejeni, kot so bili recimo avtori kot Hitler, Goebbels, Lenin, Stalin, Mao, tudi Kardel seveda, in povojni Vidmar. Jaz se razlikujem med predvojnim in povojnim Vidmarjem. Torej, kadar so avtori politično omejeni, so takšna dela manj pogosta in jih je treba, tudi če obstajajo, brati z vso previdnostjo. Bolj zanesljiva so poročila oporečnikov, kot so na primer Milovan Džilas, Aleksandar Solženicin, Andrej Saharov, Svetlana Stalin, Nina Hruščova, Václav Havel in seveda Jože Pučnik. Pučnikova dela vsebujejo oporečniško in državniško opazovanje. Če bi hoteli ustvariti avtentično, z osebnimi pričevanji podprto zgodovino Slovenije, od druge svetovne vojne do osamosvojitve, bi lahko sestavili dnevniška poročila, spomine avtorjev, kot so Kocbek, Izidor Cankar, Pučnik, Pirjevec, Kavčič. Premislite, kako pravzaprav bi se lahko takšna zgodovina zelo lepo sestavila. No, najbolj zanimiva in pretresljiva Pučnikova pričevanja so bila objavljena v reviji 57. Naslov istega članka iz leta 58 je Naša družbena stvarnost in naše iluzije. V perspektivah članek o dilemah našega kmetijstva iz leta 64 in v Novi reviji. Pozneje pa seveda v izbranem delu, ki je šlo po Pučnikovi smrti 2003. Zdaj, v izbranem delu so objavljeni spisi iz klasičnega oporečniškega obdobja, ki so avtorju povzročili največ težav in obrnili njegovo življenje na glavo. In so spisi iz časa po vrnitvi v Slovenijo, ko je bil Pučnik strankarski in državni funkcionar. Oporečniški in državniški spisi so nemara tu pa tam razlikujejo po slogu, vendar, to bi rad posebej poudaril, so si presenetljivo podobni. Presenetljivi so tudi za današnjega bralca, saj oboji, starejši in novejši spisi, opisujejo probleme, ki so aktualni še danes. Kljub zarezi, ki so jo predstavljale demokratične volitve in osamosvojitev. Daljši spis, že omenjeni Brez naveze iz leta 85, verodostojno in podrobno opisuje komunistični sistem, ki je kaznoval avtorja zaradi njegovih za oblasti nevzdržnih pogledov. Podrobno sta opisana zgodovina slovenskega revijalnega življenja in delovanje tajne politične policije UDBE.
Uradno zgodovinopisje je relativno odkritosrčno do prvega, to se pravi do zgodovine slovenskega revijalnega življenja, medtem ko je razen tega, kar piše Igor Omerza, to je ta gospod, ki tukaj sedi pred mano, redkih besed glede Udbe. Brez naveze, torej članek iz leta 1985, se konča s presunljivo ugotovitvijo, da se je Pučnik s tem, ko je zapustil Slovenijo, to je njegova beseda, izgubil. Presunljive pasaže vsebuje tudi tekst iz 57. številke Nove revije. Ta članek se imenuje Politični sistem civilne družbe. Moram reči, da je to zelo aktualen članek iz leta 87, se pravi 57. številka. Najbolj so napadali takrat v 57. številki Bučarja in Urbančiča, pravzaprav Pučnika niti ne toliko. Morda zato, ker je ta tekst v resnici načelen, hkrati pa zelo vljuden na nek način. Takole piše: totalitarni politični sistem se vsak hip lahko odloči za uporabo večje ali celo maksimalne količine oblasti, če bi v CK-ju ali predsedstvu prišlo do ustrezne ocene položaja. Od tod izvira bojazen in strah v ljudeh, tudi v meni samem, kaj, če danes po noči pride do izredne seje CK-ja in se uveljavijo ocene, v narekovajih piše, da je potrebno narediti red, v narekovajih, da je potrebno ukiniti nekatere revije, zamenjati uredništva pri drugih glasilih, da je potrebno zapreti tega ali onega, da so potrebne eksemplarične obsodbe. Na koncu članka v 57. številki Pučnik izraža nezaupanje do slovenske partije. To je že moralo motiti marsikoga od tistih, ki so sedeli na tistem zasedanju slovenskega političnega vrha februarja meseca, torej 87. Na koncu tega članka Pučnik izraža nezaupanje do slovenske partije, ki da, po njegovih besedah, zanemarja slovenske nacionalne interese. Slovenske nacionalne interese. Partija zanemarja slovenske nacionalne interese. To je seveda temeljna ugotovitev, ali pa če hočete obsodba. No, v naslednjih člankih in izjavah, naprimer v perverznih proslavah, članki iz leta 95, potem je članek, ki se imenuje Množični povojni poboji iz leta 98, potem je članek, ki se imenuje Odrske luči države leta 2001. Torej v teh člankih na svojo in splošno žalost odkriva, da so se anomalije, ki smo jih poznali v socialističnih časih, obdržale tudi po letu 1990. Tako v članku iz leta 2001 Odrske luči države, zanimiv naslov, beremo tole. Politično odločanje v državi ima v zakupu retencijska elita. Veste, kaj je to retencijska elita? Elita, ki skuša obdržati oblast. Ne? Retencijo, obdržati, držati v rokah. Ki se je v zadnjem času posrečilo še okrepiti svoj monopolni položaj in že opušča še zadnje zavore dostojnosti in sramu. Strukture neformalne oblasti nekdanje in sedanje vrhuške imajo še vedno vpliv, ki presega novi trend k strokovnosti. Še posebej, ker so tudi v sodstvu ostali stari kadri, zaradi arogantno dogovorjenih kršitev 8. člena Zakona o sodniški službi, ki so na vplivnejših mestih kakor mlajši pravniki, ki se vežejo samo na stroko. Zato je neodvisnost sodstva skrhana in mestoma zelo omejena. Posledica je zapiranje oči pred prilaščanjem, prilastninjenju, medlo preganjanje korupcije, iznajdba skrivališč za občutljive sodne primere v obliki kupov nerešenih zadev in pišme uhovstvo ob zastaranjih. Pika. Očitna je tudi popolna slepota sodnega sistema, vključno s tožilstvom za hude, še vedno nezastarane zločine med vojno in po njej
kar je mafijsko dogovorjena kršitev današnje zakonodaje. Konec citata. Pučnikovi teksti, zbrani v izbranem delu, so tako rekoč učbenik, bi rekel jaz, učbenik fenomenologije življenja v socializmu. In upam, da se ne motim, oziroma da ne pretiravam, neko gradivo za resnicoljubno zgodovinopisje, ki je tako rekoč nepogrešljivo. Zdaj pa še par besed o drugem delu mojega referata, o politiki. In govorimo o politiki izključevanja. Koalicija Demos je imela dva glavna cilja, osamosvojitev in demokracijo. Prvi cilj je bil dosežen, pri drugem pa so se pojavile ovire, zadrege in težave, ki jih čutimo še 30 let po njegovi napovedi. V Sloveniji se je včasih veliko govorilo o lustraciji, to je o domnevnih namerah demokratičnih strank oziroma Demosa, da bi preprečili ali vsaj omejili vpliv sodelavcev komunističnega režima in še posebej UDBE na novo demokratično, neodvisno, samostojno državo. Problem z lustracijo je bil ta, da zanjo ni bilo popolnega soglasja v Demosu. Sodelavci in nasledniki komunističnega režima oziroma UDBE pa so iz svojih strahov in slabe vesti skonstruirali različne zgodbe o kršitvah človekovih pravic in celo diktaturi novih strank oziroma Demosa. Iz teh zgodb se je razvila nasprotna politika privržencev komunistov, recimo jim levičarji, ki so se načrtno lotili izključevanja in diskriminacije demokratičnih, večinoma strpnih in demokratičnih državljanov. Začele so se širiti govorice o revanšizmu. Spomnite se, koliko je bilo besed o revanšizmu v zvezi s Pučnikom. O podobnih problemih poročajo seveda iz tudi drugih bivših socialističnih držav. Najbolj zgovorno pa je problem nedavno definiral poljski predsednik vlade Morawiecki in sicer rekel, da so, medtem ko so v vzhodni Nemčiji po združitvi pustili delati le 30% sodnikov, da takšnega izključevanja na Poljskem ni bilo. Poljska pravosodna reforma, pravi Morawiecki, objavljen je precej obširen intervju z njim v nemški reviji Spiegel, od tam to citiram: Poljska pravosodna reforma ni oviranje pravne države, ampak šele njeno vzpostavljanje. Dejansko v Sloveniji, kljub tako imenovanemu Pučnikovemu zakonu, ki naj bi preprečeval izvolitev sodnikov, ki so v preteklosti kršili človekove pravice, ni bilo nikakršne lustracije zoper levičarje, ampak so kvečjemu oni izvajali lustracijo oziroma izključevanje svojih demokratičnih tekmecev, kar je navsezadnje s pomočjo sodišč, medijev in šol, poudarjam šole, pripeljalo do razmaha in izoblikovanja večinske protidemokratične izključevalne miselnosti. V začetku pred volitvami leta 1990 je Pučnik samo opozarjal na razliko med demokrati in komunisti. To je, da tako rečem, prav zanimivo, da rečem šokantno brati danes, to se pravi po več kot 30 letih. Takole pravi: perverzno pa je, ker mislijo, da njihove nekdanje žrtve razmišljajo po istem kopitu, ki je značilno za komuniste. Ne verjamejo, da so demokrati drugačni ljudje od komunistov. Zato trobijo in v narekovajih gredo v napad, konec narekovaja, z obtožbami in podtikanji, češ, glejte, ljubi ljudje, kaj vse hočejo narediti z nami. Zato mi smo, piše Pučnik, in ostanemo demokrati. Za nas je državljanska vojna na Slovenskem končana, zavračamo maščevalnost. Leto pred smrtjo je Pučnik spet pripovedoval o svojem zaporu in o odvzemu univerzitetne diplome. Takole pravi: zadnji 2 leti zapora sem preživel pravzaprav v samici in to ni bilo prijetno. Ko sem prišel potem dokončno ven,
sem seveda hotel dobiti nazaj svojo diplomo, ki mi je bila odvzeta med hišno preiskavo pri prvi aretaciji, a so mi rekli, da diplome ni več. Preprosto so rekli, diplome ni več. Zgubila se je. Mislil sem, da se šalijo. Konec citata. Torej, naj sklenem. Politika izključevanja izvira iz komunističnih časov in iz udbovske miselnosti. Značilna je za vse totalitarne sisteme, kakršen je seveda bil tudi jugoslovanski oziroma slovenski. Da pa se bo ta politika tako razmahnila, kot smo vsak dan levičarske oblasti, priče odstavitvam in zamenjavam tudi na nižjih in relativno nevažnih uradniških ravneh, si Pučnik, kljub temu, da je to politiko odlično poznal in podrobno opisoval, najbrž ni predstavljal. Hvala. Najlepša hvala profesorju Ruplu.